Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik, še zadnjič pozdravljeni v letu 2024. Ja, tudi jaz vas pozdravljam. Seveda, zdaj je zaključek leta. Jaz sem zadovoljen s tem letom, predvsem pa tudi z sprejetjem proračuna za leto 2025, tako da mi je kar odleglo. Ja. No, svetniki so vam prižgali zeleno luč, da bodo investicije lahko potekale v letu 2025. Vreča je težka okrog 26 milijonov in 4 milijone ste prenesli od države, od ujme, ki jih niste porabili. Ja, res je. No, proračun je v bistvu 31 milijonov evrov s tem prenosom. Zdaj čakamo predvsem potrdila strani države, ker smo projekte vse naredili. Gre za 12 projektov, upam, da bo zdaj v začetku leta to potrjeno, predvsem je pa pomembno, da potem gremo v razpise in čim prej v izvedbo, kajti okrog 4 milijone evrov ni tako enostavno torej umestiti, potrošiti in če bi bilo to prepozno odločeno, potem bojo spet težave ob koncu leta 2025. In kam bo še namenjen dobršen del proračuna v obnovo Klinarjeve hiše, ki se delno že zaključuje, pa vendar je treba še kar precej postoriti? Ja, to je eden izmed projektov. Jaz sem zelo zadovoljen. Klinarjeva hiša, da pojasnim, to je naš kovaški muzej, čudovit je zdaj na zunaj, energetsko saniran. Seveda zdaj bojo tudi produkti v notranjosti in pa tudi še ogrevanje moramo postoriti, da bo objekt primerno ogret. Seveda bomo umestili tudi dvigalo. Je pa še en pomemben projekt ravno tako v Kropi, v domu, kjer se ta dvorana prenavlja, bo pa tudi verjetno januarja, februarja ta projekt tudi zaključen in se veselim prve prireditve ob otvoritvi, kajti dvorana je res, ima patino krope, kroparskih kovačev in pa tudi za večje prireditve, ker gre v dvorano tudi preko 300 ljudi. No, povišala pa se je tudi turistična taksa, kar so tudi svetniki prižgali zeleno luč. In kam je namenjen tisti denar, ki ga dobivate od takse? Ja, mi smo bili eni izmed zadnjih občin, ki smo to turistično takso dvignili na 2,5 evra. Poglejte, turistična taksa gre v celoti namenjena turizmu, torej tako za vsebine, kot tudi za infrastrukturo. Tega denarja je nekako okrog 600 tisoč evrov. Dobro veste, da mi vložimo za to področje mnogo več denarja in da tudi potem povemo, kam je šel denar, in sem vesel, da lahko zagotavljamo, ni pa bojazni, da bi zdaj zaradi teh pol evra izgubili goste, kajti velik interes je bil v letu 2024 in sem prepričan, da smo nekje na dobri poti, da bo skoraj ali pa rekordno število nočitev v vsej zgodovini Radovljice. Sprejet je tudi občinski prostorski načrt za območje Mošen? Ne za območje Mošen, ampak za spodnji otok, to je ta OPPN za kmetijo Mencgar. Jaz sem zelo vesel, da so še danes ljudje, ki se hočejo ukvarjati dolgoročno s kmetijo, predvsem pa mladi, zato smo tudi ta projekt podprli. Bil je tudi jasen že v osnutku, zdaj je bil pa še predlog sprejet, tako da bojo lahko mladi pričeli z delom. Dela se bodo nadaljevala tudi v Begunjah? Ja, v Begunjah lahko rečem, da je gradbišče v polnem teku pri osnovni šoli. Torej veselim se, nekje zaključek predvidevamo v marcu, aprilu v letu 2025, torej govorimo ob igrišču ob osnovni šoli.
Seveda imamo pa tudi druge projekte, zaključujemo tudi grobišče talcev v Begunjah in pa ta projekt, kot sva omenila, po ujmi čakamo skratka strani države, da bomo torej od gradu Kamen pa do Drage pričeli obnavljati to področje, ki je pa res v enem takem zelo slabem stanju. Zaključena je pa tudi komunalna infrastruktura na Lancovem. Ja, tukaj moram reči, da smo dobro delali z državo, z roko v roki, kajti država je delala pač to državno cesto, mi smo umeščali vodovodni sistem in pa predvsem umestitev 2 avtobusnih postaj in pa razsvetljavo. Tako da tukaj moram pohvaliti izvajalca Gorenjsko gradbeno družbo, kajti ni bilo planirano, da bi že zdaj v decembru položili grobi asfalt, to se je zgodilo in potem v spomladanskem času pride še fini asfalt in potem bo nekako ta del, ki je bil problematičen, res zelo dobro urejen za celo Lipniško dolino. No, v sami občini je bilo obnovljenih tudi kar nekaj občinskih cest. Ja, bolj bomo govorili o vzdrževanju, torej kar se tiče strani občine ali pa komunale ali pa posameznih krajevnih skupnosti. Seveda bi si želeli več, ampak mislim, da so bili na posameznih odsekih zelo zadovoljni ljudje, ker smo res tisto prioriteto izvajali tam, kjer je bilo res tako nevzdržno stanje. Seveda v naslednjem letu bo še nekaj več denarja za to in upam, da bo pol tudi na ostalih projektih, ki jih letos nismo mogli izpeljati, da bo zadovoljstvo teh ljudi, ki živijo v neposredni bližini, toliko boljše. No, in seveda moramo omeniti tudi eno največjih investicij v občini Radovljica, to je prizidek k vrtcu, kjer se že kažejo rezultati. Ja, jaz sem bil navdušen v pričetku letošnjega šolskega leta, da nam je uspel tako lep objekt narediti, prizidek vrtca, pa skupaj z razvojno ambulanto. Zelo so zadovoljni tako otroci, starši, kot tudi vzgojiteljice, vzgojitelji in pa vsi, ki delajo v zdravstvu v razvojni ambulanti. Zdaj je že kar nekaj mesecev in ni nobenih pripomb, tako da sem zelo zadovoljen, da nam je to uspelo investicijo, ki je bila kar 2,5 milijona težka, izpeljati v teh preteklih 2 letih. Dela pa se bodo nadaljevala tudi po ujmi, kar seveda še ni bilo postorjenega. Ja, mi smo, kot sva rekla v začetku, prenos sredstev, ki so bila že v bistvu so nakazana in so na našem računu. Predvsem čakamo potrditve teh 12 projektov, da bi potem začeli pravzaprav z razpisi za izvajalce in upam, da nam bo to čim prej uspelo. Hvala lepa za tale pogovor, želim mirne božične praznike in uspešno v letu 2025 in hvala za sodelovanje z našo hišo. Ja, tudi jaz se zahvaljujem in želim vsem lepe praznike, srečno, uspešno novo leto. Vabim pa vse, da pridete na silvestrovanje v Radovljico, nastopali bojo Mambo Kingsi in se bomo skupaj veselili. Tisti, ki pa ste bolj naklonjeni narodno-zabavni glasbi, pa pejte v Begunje, tam bojo pa nastopali Veseli Begunjčani.